Poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Podjetje TKO iz Murske Sobote je slovesno predstavilo novo varilno robotsko celico. V našem studiu sta mnenja soočila mlada politika iz pokrajine Damjan Bezjak Zrim in Tine Novak. Posebno skrb je treba spomladi nameniti živali. Zima je dodatno poškodovala že načete ceste. Vremenoslovci pravijo, da bo jutri delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Podjetje TKO iz Murske Sobote je slavnostno predstavilo novo varilno robotsko celico. Dogodek je potekal v 35. jubileju podjetja, ki svojo zgodbo gradi na predanosti, znanju in kakovosti. Prispevek Miše Zečevič. Podjetje TKO, tovarna kovinske opreme iz Murske Sobote, je o 35-letnici delovanja slavnostno predstavilo novo varilno robotsko celico, ki je pomemben tehnološki korak v okviru razvojnega projekta GreenTech TKO. Direktor podjetja Matjaž Simič je ob otvoritvi poudaril pomen tehnološke pridobitve, ki ne pomeni le povečanje proizvodnih zmogljivosti, ampak povečuje stabilnost procesov, kakovost izdelkov, varnost zaposlenih in konkurenčnost podjetja. Prepričal me je potencial tega podjetja, prepričal me je potencial lokalnega okolja. Prepričali so me prisrčni ljudje v tem okolju in prepričala me je. Videl sem izziv v tej branži. Izziv, ker je veliko potenciala za razvoj, veliko potenciala je za tehnološki razvoj, za vlaganje. Delamo med drugim pametno tovarno, kar pomeni, da vse procese v tovarni digitaliziramo, robotiziramo z novimi centri obdelovalnimi, z novim robotom in avtomatiziramo. S tem prihajamo do tega, da so naši izdelki ponovljivi, da dosegamo enako kakovost zelo kakovostnih izdelkov in da povečujemo učinkovitost našega podjetja in s tem tudi mednarodno konkurenčnost našega podjetja. Predsednik poslovnega sveta Boštjan Podgoršek je poudaril, da stabilna lastniška struktura podjetja omogoča dolgoročno načrtovanje, mednarodno rast in trajnostni razvoj. Investicija je del več kot 1,6 milijona evrov vrednega razvojnega cikla podjetja, nova varilna robotska celica pa omogoča varjenje kosov do dolžine 9,5 metra in mase do 5 ton. Tu gre za odprte robotske celice, ki je prvi od ciklusov investicij v podjetje. Do kratkoročno potrebujemo še nov laserski razrez in tudi to bo investicija, ki bo pripomogla še k boljšemu delu v našem podjetju. Večina naših zaposlenih prihaja iz Prekmurja, iz bližnje okolice. Trenutno je redno zaposlenih 165 ljudi, poleg tega pa imamo tudi pogodbenikov vsaj 35, tako da dnevno v tovarno prihaja okoli 200 ljudi. Dolgoročni cilj imamo zaposliti vsaj še 30 ljudi do konca tega leta, imamo pa tudi potencial za gradnjo nove tovarne, za katero je že izdano gradbeno dovoljenje, tako da upamo, da bomo s pomočjo novih kadrov uspeli tudi to zapolniti. Častni gost na slavnostnem dogodku je bil minister za gospodarski razvoj, turizem in šport Matjaž Han, ki je izrazil podporo investicij in poudaril pomen podjetij, kot je TKO, za regijsko in nacionalno gospodarstvo. Država je projekt podprla in sofinancirala 600 tisoč evri. To je smer, v katero se mora slovenska proizvodnja spreminjati, vendarle bo potrebno, če bomo želeli dodano vrednost dvigovati, bo potrebno več investirati v robotizacijo, avtomatizacijo, v nove tehnologije in to je lep primer, kako se to dela. Tako da jaz verjamem, da je to seveda za Mursko Soboto, za regijo zelo dobra investicija in v bistvu smer, v katero mora na nek način slovensko gospodarstvo, da obdržimo vendarle še zmeraj temeljno industrijo in da to temeljno industrijo probamo spreminjati z temi novimi prijemi, novimi tehnologijami.
Ob tej priložnosti je zbrane nagovoril tudi župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj, ki je poudaril, da podjetja kot je TKO s svojim znanjem, inovacijami in zaposlovanjem prispevajo k razvoju pomurske regije. Zavezanost lokalnemu okolju bo še naprej vodilo podjetja, katerega rast temelji na sodelovanju z lokalnimi kadri, izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom. Damjan Bezjak Zrim in Tine Novak sta poslanca že v aktualnem mandatu, hkrati pa tudi kandidata za poslanca na prihajajočih volitvah. Damjan Bezjak Zrim je poslanec in kandidat stranke SD, Tine Novak pa kandidira na listi demokratov. Oba poslanca in kandidata sta v politiko vstopila zelo mlada. Ja, moj vstop v politiko se je zgodil skoraj oziroma metaforično gledano čez noč, ko se je ustanovila stranka, sem dobil povabilo, vzel sem si mogoče dan, dva za premislek, tako že to dejstvo, kako sem povedal, kaže, da sem se v politiko podal zelo hitro, posledično tudi naivno, ampak ne naivno v mojem odnosu do politike, ampak naivno do pričakovanja, kaj lahko v politiki dosežeš. No, jaz sem se politiku podal prvič na lokalne volitve v občini Kuzma kot občinski svetnik. Seveda sem pa že deloval v podmladku stranke in bil tudi 2 mandata generalni sekretar za celotno Slovenijo. In takrat smo videli, da lahko mlade, če imamo moč in besedo, pri soodločanju nekaj spremenimo. In to se je tudi večkrat dokazalo, sploh pri določenih zakonih. Tine ve, ker je bil zdraven, ker je iz mlajše generacije, da ne glede na politično barvo se lahko določene zakone, ki zadevajo prav mlade, spravi čez sito parlamenta. Pomladne temperature so oživile naravo in s tem tudi živali. Z nami je Mirjana Mulec iz Društva za zaščito živali Pomurja. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Pomlad prinaša veliko sprememb v naravi. Kaj se v tem času dogaja z divjimi živalmi? Pomlad je zelo pomembno obdobje za divje živali. V tem času se seveda narava prebuja, živali so tudi bolj aktivne, tudi lažje priti že do hrane. In to je tudi seveda čas razmnoževanja. V tem času se prebujajo določene živali, recimo ježki se prebujajo in začnejo iskati žuželke. Tu bi lepo prosila, poudarila, da ježkov, če že želite pomagati, ne jim davati zapiti mleko jim škode. Potem se tudi prebujajo dvoživke iz prezimovališč, se selijo v mlake, kjer odlagajo mrest in seveda ptice selivke se vračajo, gradijo si gnezda, valijo, gnezdijo. To je za naravo in za živali zelo pomembno obdobje. Zima je bila do njih neizprosna, v tem času seveda tudi one rabijo čas, da si opomorejo in tudi rabijo svoj mir. Zakaj je pomembno, da ljudje spomladi ne posegamo preveč v naravo? Nekaj dejstev ste že nakazali. Tako, kot sem že omenila, gnezda, ptice skrbijo za svoje mladiče v gnezdih, nekatere še valijo. Ne posegamo v njihovo intimo, pustimo gnezda na miru, se oddaljimo od njihovih prostorov, damo tudi mir recimo srnom, divjim zajcem, ker si v tem času tudi srne iščejo zavetja za svoje mladiče, da bodo varno tam odraščali. In seveda tudi dvoživke, ki se selijo in odlagajo jajčeca v tiste določene točke, da tam ne posegamo. Tako in pri podvoživkah ste rekli, da jih selimo. Zakaj žabice pravzaprav potrebujejo pomoč pri prečkanju ceste? Ja, tako. Spomladi se žabice selijo iz prezimovališč in so seveda počasna bitja in na poti jih čaka cesta. Redko gre mimo tega, da ne bi šle čez cesto, ko grejo do ribnikov, mlak, jezer, potok in
so večkrat žrtve avtomobilskih koles. Tega je ogromno, v eni noči pogine ogromno živali in to lahko močno ogroža seveda vrsto. Imamo tudi akcije selitve dvoživk in zakaj je pomembno, da pri tem sodeluje javnost? Pri tem je zelo pomembno, da sodeluje javnost, saj pomoč je tu zelo dobrodošla. Prostovoljcev ni toliko, sami res prosijo, da se ljudje odzovejo. Ko pridejo ljudje na akcijo, jim prostovoljci se razložijo, kako poskrbeti za svojo varnost, seveda kaj morajo imeti tudi zraven, kako pravilno rokovati z dvoživkami in tudi kako lahko še na drugačen način pomagamo, se opozarja s prometnimi znaki, da se zmanjša hitrost, ponekod drugod tudi že postavljajo podhode. Tega še verjetno pri nas ni, da živali pridejo varno do svojega območja, dvoživke, pa zaščitne ograjice, ampak zelo so hvaležni, so dobrodošle te pomoči. Srečujemo pa tudi veliko mladičev in kako čisto zares vemo, da je nek mladič zapuščen. Ja. Ali kako mu tudi pomagati v tem primeru? Ja. Ne pomeni vedno, da je mladič, če je nekje sam, da je res zapuščen. Mama nekje je, mama išče hrano, mama se vrača k njemu, zato je v redu, da ne posegamo, ga ne prijemamo. Vemo pa tako, če vidimo kakšne poškodbe, rane, sledi krvi, recimo tudi, če je bil napad psa ali mačke pri pticah, tudi za ptice, ko padejo z gnezda. Večkrat je tudi to, če niso poškodovane, če ni poškodovano krilo, ne rabimo posegati. Mladički se učijo leteti na tleh in starši so zraven. Pomlad prinaša tudi več zajedavcev. Na kaj morajo biti lastniki živali še posebej pozorni? Omenili ste marsikaj in na kaj naj bo javnost pozorna v tem primeru? Tako, v tem primeru na notranje in zunanje zajedavce, to so najpogostejši. Zunanji so klopi, bolhe, notranje pa gliste, trakulje in vsa ta učinkovita sredstva dobijo na vseh veterinarskih postajah. Ob koncu pa še kakšno vaše sporočilo gledalkam in gledalcem, zakaj je pomembno recimo tudi posvajati živali namesto kupovati? Posvajati živali je zelo pomembno, ker s tem, ko kupujemo, podpiramo množično vzrejo. Če pa posvajamo, pa rešimo eno hvaležno življenje in s tem tudi sprostimo še prostor za druge sirote, ki čakajo na ljudi, da bi jih posvojili. In ko posvojimo, rešimo bitje, ki nam bo iz srca hvaležno do konca življenja, pa seveda tudi nam prinese ogromno veselja in radosti. Mirjana Mulec z Društva za zaščito živali Pomurja, najlepša hvala. Najlepša hvala. Zimske razmere so dodatno poškodovale močno uničen del Noržinske ceste. Posledice zime so vidne na več cestah, najbolj izrazito na 2 lokalnih odsekih v občini. Po letošnjih izrednih zimskih razmerah so nekatere ceste v Pomurju v slabšem stanju kot običajno po zimskem obdobju. Večina odsekov sicer ostaja varno prevoznih, vendar so na številnih mestih vidne posledice zimskih razmer. Te se kažejo predvsem v obliki razpok in udarnih jam, ki nastajajo zaradi zamrzovanja ter uporabe posipnih materialov. Poglejmo napoved vremenoslovcev. Jutri bo delno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Dopoldne je bilo jasno. V Murski Soboti so namerili 15, v Radencih 18, v Lendavi 16, v Krajinskem parku Goričko pa 14 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, na jugu ni izključena kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, v severovzhodni Sloveniji bodo jutranje temperature okoli 5, najvišje dnevne pa v Murski Soboti, Mariboru in na Ptuju 16 stopinj Celzija.
V soboto in nedeljo bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, čez dan bodo nastale krajevne padavine, pogostejše na zahodu države. Več jih bo v soboto, ko bo pihal jugozahodni veter. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 4 in 8, čez dan pa med 9 in 16 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Vabljeni k spremljanju dogajanja v Pomurju tudi na naši spletni strani tvideja.si in na družbenih omrežjih. Hvala za vašo pozornost in vse dobro do prihodnjič.